tretja razvojna os, stvar, ki se vleče že ne samo od leta 2004, ampak pravzaprav že od 70 let prejšnjega stoletja, mi vedno daje razmislek, zakaj se v Sloveniji pri izgradnji velikih investicij nekaj ne naučimo iz preteklosti. Jaz sem vesel, da so bili ti nagovori sploh mojega draga kolega Zvonka zelo optimistični, ampak vseeno bi pa opozoril na neke stvari, kako dejansko v tej državi izgubljamo, če drugo ne, rast bruto družbenega proizvoda. Ne bom se zdaj oziral na vse te termine, o katerih lahko preberete tudi več v mojem članku. Leta 1974, kot vidite, je regionalni prostorski plan takratne socialistične republike Slovenije določil tretjo razvojno os kot glavni medregionalni koridor. Od leta 1986 pa preko 1994, ko je takratni župan mestne občine Slovenj Gradec, gospod Komljanec, sprožil politično pobudo, da se tretja razvojna os uvrsti v prometne, torej razvojne načrte. Pa vse do leta 2004, ko je ta projekt prišel v resolucijo nacionalnem programu izgradnje avtocest, smo v bistvu prišli danes do izvajanja parcelacij. Torej, napredek sicer je, ampak v tej državi smo imeli kar nekaj projektov, kjer smo se zaradi takšnih in drugačnih političnih vplivov našli v velikih težavah. Danes jih bom jaz tudi nekaj naštel in seveda človek bi si želel, da bi se dejansko res vsi skupaj od politike, stroke, državne uprave, poslancev, jaz sem pred 4 leti izbudil kar malo nevolje, ko sem povedal, da je vsak sklic državnega zbora na tem področju obravnavanja državne infrastrukture slabši, ampak vidim, da se v svoji izjavi pravzaprav sem bil še premil in me prav zanima, kakšen bo sklic, ki bo pravzaprav jeseni zakorakal v hram demokracije. Če pogledamo, leta 2004 in 2006 se je projekt torej tretje razvojne osi od severa do juga uradno začel z takratnimi pobudami za pričetek izdelave državnega prostorskega načrta. 2004 za severni del, 15. oktober, 20. januar 2006 za južni del od Novega mesta do Vinice in pa takoj teden dni kasneje še odsek med obema avtocestama. Ta zadnja dva sta tempirana na tako priljubljene obiske vlade, kjer ministri in ministrice na vsak način javnosti želijo dati neke pozitivne učinke, ki se bo potem ustavil samo pri tiskanih in posnetih izjavah. Zdaj se bom pa ustavil pri prvi ključni točki, ki je tukaj. Torej, danes smo slišali in tudi jaz čestitam predvsem kolegici Barbari Radovan iz Ministrstva za okolje in prostor, da je MOP skupaj z Darsom končno sprejel hrabro odločitev, da je državni prostorski načrt med Šentrupertom in Slovenj Gradcem sprejel kot verodostojnega in tehnično pravilnega, ampak tukaj bi jaz rad opozoril, da je vlada že leta 2007 potrdila predlog najustreznejše variante med Arjo vasjo in Dravogradom po varianti, ki je zajemala priključek v Šentrupertu. Torej leta 2007, septembra 2007. Zdaj, zakaj so bili ti razlogi že takrat dejansko zelo jasno opravičeni in vprašanje ne, zakaj smo dejansko se 10 let ukvarjali z proučevanjem, študijami, premikanjem tega odseka med Šentrupertom in Arjo vasjo, če pa smo vsi vedeli, kaj je razlog, da se je ta trasa koncipirala ravno na odsek Šentruperta. Ključna stvar je seveda industrijska cona med Šoštanjem in Velenjem, ki dejansko seveda terja direktni pristop v samo industrijsko cono, torej mimo Slovenj Gradca, mimo korenitega prometnega posega v Slovenj Gradec. In tukaj bi vam rad prikazal z enim praktičnim primerom napake, ki smo jo v Sloveniji že naredili. Prikazal bom dva slučaja, ki so Slovenj Gradca Velenja, torej Murske Sobote in Velenja. V Murske Soboti smo pri izgradnji avtoceste je bila storjena točno ta napaka, ki smo se z odsekom na Šentrupert, ki so se izdelovalci želeli izogniti. Če pogledate desno, vidite odsek avtoceste Maribor-Lendava. Desno je dejansko pri Moravskih Toplicah občina Murska Sobota načrtovala in tudi zgradila industrijsko cono. In dejansko posledica vsega tega je, da industrijska cona ni povezana z avtocesto.
Posledica tega je, da so se v Murski Soboti morale in se še gradijo obvozne ceste, 2 železniška podvoza, južna obvozna cesta, torej vzhodna povezovalna cesta, rang velikosti investicij okrog 100 milijonov evrov, vse samo zaradi tega, ker nekdo ni znal oceniti, ali bo dejansko Matej, a me lahko to prosim staviš, da me to ne leti naprej, ker me moti to. In posledica vsega tega je, da devastirano območje avtoceste, kjer sta zgrajena že Darsova avtocestna baza in pa Petrolov servis, dejansko slomeva, medtem ko promet poteka skozi Mursko Soboto, v bistvu v območju industrijske cone, sedaj po teh delno zgrajenih, delno pa še ne zgrajenih prometnicah, ki bo potrebno zgraditi. Za odločitvijo v Velenju, da bi šli na Arjo vas, bi se zgodilo točno to. Desno imate predlog avtoceste na priključek Arjo vas, industrijska cona, v kateri so Gorenje, termoelektrarna Šoštanj in Rudnik, leži točno vmes med Šoštanjem in Velenjem in vkolikor bi ostala varianta na Arjo vas, bi dejansko morali generalno graditi nove kompletne cestne povezave, ki bi navezali ta del, zaradi tega, ker enostavno obstoječa prometna infrastruktura skozi Velenje tega ne bi prenesla. Jaz ne razumem, kaj bilo potrebno o tem razmišljati 10 let. Mislim, kako tu ni bilo neke logike, da bi okrog tega razumeli, tako da jaz sicer pozdravljam sprejetje državnega prostorskega načrta, če pa nekdo misli, da bi to nek uspeh, vam pa povem, da to seveda ni bil uspeh. Ta državni prostorski načrt bi moral biti zaključen leta 2008 ali pa najkasneje leta 2009. To je ena stvar. Druga stvar je seveda ta, da dejansko ta problem izvira iz politike. In jaz sem tukaj postavil vprašanje, ste se kdaj vprašali, kaj se dobrih 10 let dogajalo v postopkih umeščanja v prostor med leti 2007, 2013 in 2017 in kakšne so posledice dejansko tega zavlačevanja. Prvi problem je, da politika dejansko ni poslušala stroke tam, ko bi jo morala, da bi dejansko sprejela rešitve, ki so inženirji, ki so delali na teh projektih, sprejeli. In seveda ena od posledic je seveda ta, da je bil to priročen izgovor za to, da se dejansko ta trasa ne potrdi in seveda daje priročen izgovor, da se z operativnimi aktivnostmi na tej trasi ne nadaljuje. Druga stvar, kar je treba jasno povedati, je ta, da je bila seveda tukaj pogled lokalne skupnosti, spravi same regije kot take, in na nivoju Savinjsko-Šaleške regije in na nivoju Koroške regije je zelo različen, zelo diferenten. Jaz sem tukaj spomnil na problem pomurske avtoceste, kjer smo se ravno tako srečevali z velikimi problemi in kjer je bila seveda panika zaradi prometnega kaosa, ki se je začel dogajati po letu 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko skupnost, zelo velik, dobro ga poznate, ne bi zdaj tukaj tega obujal, vendar tukaj na tem področju imamo prav isti problem. Torej, dolgotrajno usklajevanje na nivoju lokalnih sredin, kjer so pogledi na poteke strokovne rešitve, glede poteka različnih variant, zelo različni in parcialna prevlada interesov je bila tukaj na Koroškem in v Saša regiji izrazito močnejša, kot je bila recimo v Pomurju. Tako da, tretja stvar, ki pa smo danes tudi že slišali, pa zopet civilne iniciative in posamezne skupine za svojimi parcialnimi interesi, ki so sicer lahko zelo legitimni, tudi legalni, so pa dejansko pravzaprav zelo egoistični in rezultat tega je seveda ta, da zopet politika namesto, da bi te zgodbe presekala, jih enostavno pusti sploh v konceptu reševanja nekih finančnih zadev na nivoju države in bojazni, kako bomo zaprli finančno konstrukcijo takšnega projekta. Četrta stvar je pa seveda sam koncept odločanja in pa vpliv nekaterih paradržavnih inštitucij, ki dejansko so se v primeru tretje razvojne osi zelo korenito vtaknili v ta projekt, ki se pravzaprav sploh ne smeli. Govorimo o državnem inženirju, to je DRI-ju, rad bi opozoril samo na en članek, intervju v Financah direktorja Jurija Kača, ne bomo podlegali histeriji pozivov po zagonu gospodarstvu z velikimi naložbami. Gospodarska kriza posod po Evropi
se je reševala ravno za zagonom velikih gospodarskih projektov, oziroma velikih infrastrukturnih projektov. Rezultat tega je tudi nesrečen ali pa, bom rekel, neroden hearing, ki ga imel minister na svoji predstavitvi. Naslednjih 20-30 let se v tej državi ne bo gradilo nič. Kakšno sporočilo je bilo to stroki, kakšno sporočilo je bilo to operativi, kakšno sporočilo je bilo to regiji, kakšno sporočilo je bilo to celotni Sloveniji. Tukaj bi komentiral en komentar na to temo, ministrstvo je bilo ukinjeno na svojem hearingu. Tako da tu se vprašamo, kakšne signale dejansko politika pošilja za takšnimi izjavami. Leta 2014 smo še bili kar v krizi in seveda takšna izjava prav to ni vplivala na optimistično stanje. Peta stvar, ki bi jo pa še omenil tukaj, so pa tehnična izhodišča. Torej, mi skozi govorimo, kako tretja razvojna os ne izkazuje, ali pa se je govorilo, torej zdaj zadnje leto se res več ne govori, da tretja razvojna os ne izkazuje ekonomskih parametrov za izgradnje, torej 4 pasovne ceste, sploh za začetek izgradnje, da ni dovolj prometa. Tukaj bi se spet vrnil na Pomurje, glavna cesta G1-3, torej, ko se je avtocesta že gradila, smo imeli mi na glavni cesti G1-3, torej promet od Pesnice pa do Dobre vasi, vidite ga tukaj. Maksimalni promet je bil na odseku Lenart-Vrna-Radgona 17.558. Na kar velikim delu glavne ceste je bil promet med 2000 in 5000, oziroma 7000 vozil. Glavna cesta G1-4 Šentrupert, torej Arja vas, Dravograd, imate PLDP tukaj. Pravzaprav najnižji promet je evidentiran v Gornjem Doličevem Velenju. Vse posod presega pravzaprav že to magično kvoto 12.000 vozil, Velenje Črnova 17.000 vozil, Dravograd Otiški vrh, ki se je zgodila naslednja zgodba, da je ministrstvo pripravilo takšen razvojni program infrastrukture, da je odsek med Slovenj-Gradcem in Otiškim vrhom degradiralo iz 4-pasovne hitre ceste v obnovo in rekonstrukcijo torej obstoječe glavne ceste, ima danes 13.000 vozil, pa avtocesta še ni v gradnji. Resolucija nacionalnega programa iz leta 2004 je predvidevala torej izgradnjo polnega profila hitre ceste po vzoru Pomurske avtoceste in po vzoru Vipavske avtoceste. Tako da tu se res sprašujemo, kakšni vzgibi, kakšni strokovni argumenti, kakšni motivi se v bistvu dogajajo v vseh teh predvsem političnih sferah, ker stroka kaj dosti od tega ne more odločati oziroma ne odloča. Če pa že odloča, kar smo prej videli v primeru državnega inženira, pa odloča negativno, potem se res ne čudim, da smo tukaj v bistvu to obdobje naslednjih 10 let vrli stran. Ampak vrno se bom zopet na Pomurje. V Pomurju smo imeli prekleto srečo. Nekaj vas je tukaj, ki je takrat pri tem projektu sodelovalo. Državni prostorski načrti so se ob začetku takratne kalvarije so se nahajali v zaključni fazi in določene trase so bile že zgrajene. Tukaj govorim o avtocesti med Vujče vasjo in Beltnici, kjer je bil takrat zgrajen tudi most čez reko Mura, oziroma se je gradil. Pa tudi ni bilo politične volje takšne, da bi se zaradi nekih drugih avtocestnih odsekov, predvsem Dolenskega, ta pomurska avtocesta zgradila. Kako je potem lokalna skupnost skupaj s civilno inicijativo dosegla pozitiven premik, da se ta avtocesta zgradila, bomo verjetno danes še slišali, ampak vprašanje je seveda, ali smo mi iz te zgodbe kar potegnili. Na primeru tretje razvojne osi očitno nismo in jaz bi res želel, ne glede na to, da tukaj sedaj tudi aktivno delujem na Koroškem, v tej sredini, da bi že končno država, glede na to, da pričakujemo v 3 mesecih seveda spet novo vlado z novimi osebami, z novimi ljudmi na odločilnih položajih, končno spregledala, tukaj ne gre za politično vprašanje, ampak gre za nacionalni interes. Torej, razvite prometne države, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Avstrija, Švica se od nas razlikujejo v tem, da ne glede na kdo vodi vlado, je to leva, desna, črna, rdeča, bela koalicija, so nacionalni interesi postavljeni na prvo mesto in projekti, ki so bili določeni, se izpeljejo ne glede na to, kdo jih je postavil in kdo jih je zaključil. Tako da ta projekt se je premaknil zaradi ključnega razloga, jaz sem vesel, večkrat slišimo, da so mladi v tej državi pasivni, da so
v bistvu na nek način mrtvi, vendar tukaj se je zgodila mladinska civilna iniciativa in tukaj z veseljem predajam besedo njenemu predsedniku, ki vam bo razložil, kaj se je dogajalo od leta 2014 naprej. Hvala lepa.